Do teh slik sem se nekako prikopal čisto po naključju, no. Mislim, do teh podob, no, do teh potez prostorov. Po eni strani je šlo za en daljni spomin na, ko sem enkrat pred davnimi časi še, ko sem študent, sanjalo, da v bistvu vlečem s čopičem ali pa s tubami, pa barva ostaja v zraku. To je bil en tak spomin, ne. Pa sem pa na to pozabil in sem v bistvu nekako zlagoma, ker sem delal ene podobne slike z enimi mimetičnimi, temi realističnimi prostori, sem potem prišel nazaj, ne. Sem nekako pač začel, ne. V bistvu sliko poskušam pripeljati do tega, da bi žarela in da bi nekako s temi svojim žarenjem, da bi nekako gledalca prežarčila, ne. Te odprte barve, ki človeka kot neko sonce pripravi do tega, da te malo povzdigne, ne. Mislim, da umetnost mora na tak način funkcionirati. Predmet reprezentacije v Lozarjevih slikah so večbarvne gmote, protuberance, ki zavzemajo srednje mesto in reprezentirajo kot neke skulpture, ki so postavljene v središče in ne na piedestal, torej niso distancirane od okoliškega prostora, ampak so zlite z njim. Tukaj vidimo kot nek spoj dveh ravni, neevklidske in evklidske dimenzije, pri čemer je ta gmota barvnih protuberanc morda ta dimenzija neevklidske geometrije, kjer se spajajo elementi v neki kaotični, improvizirani konstelaciji in iz sebe rišejo tridimenzionalen, perspektivično urejen prostor, ki ga obdaja. Hkrati pa imamo vtis, da smo priča tudi različnim silnicam, ki delujejo v notranjosti tega objekta, kakor da bi bili soočeni z neko centrifugalno silo, tvorno silo, ki organizira ta objekt, in neko dezintegrativno silo, ki ga razkraja in ga skuša razvleči v razne kotičke tega tridimenzionalnega prostora, tako da se delci osamosvajajo in plutajo v tem prostoru, kot bi bili dematerializirani zračni, nesnovni, paradoksalno pa ob enem rišejo senco na tleh, ki afirmira njihovo materialno osnovo. Zanimivo je, da je Albert Einstein pojmoval ali ko je skušal opisati kvalitete prostora in časa, se poslužil metafore amebe, da je prostor-čas je kot neka ameba, ki se razleze v vse smeri, in nekaj podobnega vidimo tudi pri teh Lozarjevih reprezentacijah. Robert Lozar sam pravi, da v današnjem času, ko so vse poti odprte, marsikdo ne zmore niti prvega koraka v tem ustvarjalnem procesu, sam pa je očitno zmogel ta korak v neznano in iz te teme vsemožnega je nekako vzniknil njegov mikrokozmos tega slikarstva, ki ga lahko danes občudujemo. Na letošnji, že 4. razstavi v Generali galeriji, gostimo akademskega slikarja Roberta Lozarja, ki se nam predstavlja z razstavo Prostori zgodbe. Dogajanje v Generali galeriji je sestavni del trajnostne usmeritve Generali zavarovalnice, ki v okolju, kjer posluje, podpira številne projekte in svojo družbeno odgovornost izkazuje tudi z negovanjem likovne dediščine, podporo umetnosti in promocijo sodobnih slovenskih umetnikov. Lepo vabljeni na novo posebno razstavo v Generali galerijo.